Jaz povezujem seveda dan ali pa dneve kapitulacije Italije z vrnitvijo očeta iz vojske, iz internacije. Vem, da se je pojavil, kaj pa zdaj. Pa še tako, spomnim se, kot otok, mi je bil to všeč, ki je rekel, hudič jih je vzel. Tako, sam to vem, ne, pa potem pa, da je bil čez par dni pa nemška kolona, ki je šla preko mesta, preko in Gotne vasi gor proti Gorjancem, pa tako. Ti smo pa doživljali z mojo staro mamo. To ste videli, to kolono? Tisto sem pa videl, ja. No, kaj povejo stari mami? Tiste je bila pa tako, ne, ljudje so se razbežali, ker to je bil prvi prihod Nemcev v ta predel, saj v naše predmestje. To je bilo jeseni 43. Ja, jeseni 43, to je bila, jaz se spomnim, taka vojaška kolona, motorizirana, vem, da je bil na čelu, je bil oficir v prikolici motorja, ki ga je nekdo pač očitno pedal, ko sem informirano, zad pa samo kakšno orožje, ne vem, ampak so se vozili, seveda, to, in je šla stara mama moja, ravno v tistem času, to nisem bil jaz neposredno navzoč, ampak ker sem bil drug dan tam, sem zvedel, ne samo od nje, ona je onaj govorila, ampak od sosedov. Cela vas je vedela. Da je šla, ravno takrat, ko je šla ta kolona čez sredi dneva, tam čez proti Gorjancem, v ono smer, ona je pa iz onega stanovanja, ko sem rekel, da je bila na drugi strani potoka, ostala. K svoji kravi, pa vem, ki je bila na tej strani, ne, tukaj pri sedanji, pri rojstni hiši. In to so vaščani potem pravili, da so bili vsi v strahu, kaj so zdaj zgodili, ko so videli tisto kolono, pa stara mama je bila pa vedno, odkar je ostala vdova leta 1929, je bila skozi v črnem hodila. In je bila tako pozorna, so bili vsi, kaj se bo zdaj zgodilo, levajo v uste, pa to. Pa jo niso in je ona povedala, da je pač čisto oficir ustavil kolono, ki je najbrž bil tudi presenečen, in je vprašal, kje so vsi ljudje, ker ni bil nekjer žive duše. Je rekel, bojil se vas, ne, pa so šli. To je pa ona razlagala. Na kar je vprašal, če se ona ne boji tega. Ona pa seveda perfektno nemško govorila, ker je iz prejšnjega stoletja, takrat že bila. Je rekla, da ne ve, zakaj bi se ona kot tudi stara ženska bala ene močne armade nemškega rajha, in je potem par besed je padlo, na kar je on pozdravil, se usedel nazaj v prikolico in dal komando, da so šli oni naprej, pa so se srečali tako naprej. To je bil zanimiv dogodek, o katerem so potem vsi vaščani enotno govorili, ker noben si ni zmislil nekaj drugega. To, kar je ona potrdila. To je bilo pred vašo rojstno hišo? To je bilo na onem mostiču, tisti most je bil sicer podrt, je bil en provizoričen, tak, ko se reče temu, če sem bil prvojak. Antonski, ne? Ja, to naprej in tam so, na tistem so se srečali. Tako da... Ljudje so vprašali, kje so ljudje, pa pravijo, bežali so po grmovih, vse posto so bili skriti, ne, ampak so vsi gledali, recimo, kaj se bo z njo zgodilo. Mi smo takrat, jaz na tega pa se spomnim, to je mora biti že prej, ne bistveno, ampak ko je bilo govora, da prihaja neka enota, oborožena, nemška seveda, v vas, smo se mi umaknili iz tistega stanovanja dol ob težki potok, v težko vodo, ker teče izpod, za eno grmovje in smo imeli posamezne hiše, ker svoje grmovja tam, da nismo drugemu konkurirali, zato je bilo zamaknjeno stran od ceste.